Ste vedeli, da ingver marsikje po svetu uživajo kot zdravilo? No, pri nas se ga marsikdo izogiba, ker se boji pekočega okusa. Danes pa bom pokazala nekaj preverjenih načinov, kako iz ingverja potegniti najprijaznejše tone, takšne, ki jih bodo prenesli celo otroci. No, kot verjetno tudi vi sami veste, poznamo ingver v več različnih oblikah. Po eni strani poznamo suh oziroma svež gomolj ingverja, poznamo tudi ingver v posušeni obliki, to je pravzaprav zmleta korenina, posušena. Lahko pa ingver srečamo tudi v nekaterih drugih oblikah, na primer v obliki kandiranega ingverja, celo v obliki ingverjevih bombonov. Ingver je tudi pogosto dodan različnim začimbnim mešanicam, pa tudi različnim čajnim mešanicam, tako da na kakršenkoli način ingver uživate, vam bo dal veliko dobrega v vašem telesu. Ni pa povsem isto, kakšno vrsto ingverja uživate v kakšen namen. Pa namenimo temu sedaj še nekaj pozornosti. V zimskem času je bolje uporabljati suh ingver, torej ingver v prahu. Zakaj? Kot sem že rekla, je suh ingver posušen gomolj, mlet posušen gomolj in vsebuje torej tako zunanjo, torej lupino, kot notranji del in je zaradi tega energijsko gledano na naše telo veliko bolj vroč. Veliko bolj nas greje kot svež gomolj ingverja. Po drugi strani, če želimo ingver uživati vse leto, kar bi bilo vsekakor zelo priporočljivo, bi poleti raje uporabljali svež ingver, ker ni tako zelo vroč. Pa še to lahko uravnovesimo z nekaterimi drugimi dodatki. No, pa če se sedaj vrnem nazaj k suhemu ingverju, na kakšen način uporabljati posušen ingver, da bomo imeli od njega največ koristi. Najbolj se nam splača, da ga skuhamo, da iz njega napravimo ingverjev izvleček ali po domače ingverjev čaj. To je čisto preprosto, torej zavremo 2 decilitra vode približno in notri zakuhamo 1 žlico ingverja, pokrito pustimo toliko časa, dokler se pripravek ne ohladi, pretočimo v stekleničko in to hranimo v hladilniku, dokler ne porabimo, ker ingver vsebuje toliko protimikrobnih stvari, da sam sebe ščiti pred vsemi patogeni. Kot vidite tule na dnu je usedlina, naj vas to ne moti, čeprav morda ne izgleda lepo. Stekleničko samo pretresemo in se potem lepo po celotni tekočini razporedi in že imamo pripravljen močan ingverjev čaj, s katerim lahko vsakodnevno začinjamo naše jedi. Med drugimi tudi različne zeliščne čaje ali druge začimbne čaje, v katere nismo že v sami osnovi dodali ingverja. Lahko bi pa takle ingver recimo dodali tudi v kavo, v kakao, v jogurt in druge jedi. Kaj pa poleti? No, poleti smo že omenili, da je bolj primerna oblika svež ingver. Zdaj pa kako pa mi postopamo s svežim ingverjem? Najbolje je, da če imamo ekološkega, kar je zelo pomembno, da ingver preprosto nastrgamo. Ker se ljudje sprašujejo, kakšna vrsta ingverja je boljša, suh ingver, svež gomolj ingverja. Torej, tisto, kar je najpomembnejše pri ingverju, je to, da je zrasel brez pomoči pesticidov, torej brez fungicidov in tako naprej. Torej, v današnjih časih ni več nobena težava najti takšnega ingverja tudi v trgovinah, tako da to bi bil res glavni nasvet pri ingverju. Potem pride na vrsto šele oblika. Pa vzemimo še malce večji košček. Ingver ima čudovito limonasto aromo, pekoč pa postane šele, ko ga damo v usta. Tako. Zdaj pa, če imate čiste roke, kar običajno je tako v kuhinji, ko pripravljate jedi, torej najbolj enostaven način, kako priti do ingverjevega soka, da ga kar takole preprosto iztisnete in se spremenite v domačo stiskalnico.
In kaj zdaj s tem sokom naredimo? Želimo, da bi več ingverja zaužili tudi naši otroci. Poleg nas samih, pa tudi mi, če smo občutljivi na pekoč okus, je dobro poznati nekaj trikov. Eden zelo dobrih in preverjenih je, da ingverjev sok pomešamo z mlečno beljakovino oziroma s kakšno drugo beljakovino, saj ta ublaži pekoč okus ingverja. In če mi recimo takle jogurt sedaj damo otroku in ga otrok takoj zaužije, bo ingver bistveno manj pekoč. Kaj lahko še naredimo s takšnim ingverjem? Zlasti v poletnem času, ko je bolj primerno uživati svež ingver, lahko pripravljamo recimo različne limonade, porabimo malce limoninega soka. Potem pa dodamo recimo kakšno kocko ledu z zamrznjenimi svežimi zelišči. Jaz sem tukaj zamrznila citronko, ki ima tudi lepo aromo po limoni. In sedaj nam preostane le še to, da dodamo malce ingverja. In čudovit poletni napitek, brezalkoholni, primeren za vse generacije in vse priložnosti, je pripravljen. Ingver se odlično poda tudi k ananasu, torej bodisi stisnete ananasov sok sami ali kupite kakovostni ananasov sok. Ananas je sicer zelo zdravo in blagodejno živilo, vendar gotovo veste, da vsebuje zelo veliko sladkorja. Ingver bo preprečil ta sokovit poskok krvnega sladkorja, pa še po okusu se odlično ujemata. Verjetno ste opazili, da sem sedaj začinjala jedi samo z iztisnjenim ingverjevim sokom in se sprašujete, zakaj pa nisem uporabila tudi preostalega dela, torej njegovih vlaknin. Težava je v tem, da ko mi uporabimo tudi vlaknine, ingverjeve vlaknine, in te dodajamo v toplo jed, bo ta jed vedno bolj pekoča. Če imamo recimo že kuhano juho, se jo splača začiniti z vlakninami ingverjevimi, torej selim naribanim ingverjem, šele tik pred tem, ko jed zaužijemo. Ker če bomo mi to storili recimo sedaj, pa bojo naši otroci, mož, kdorkoli juho zaužili šele čez nekaj časa, bo ta juha preprosto preveč pekoča. Torej, če želimo že sedaj začiniti jed, bo veliko varneje, da v juho dodamo le iztisnjen sok. Tako bo ta juha vedno enako pekoča, tudi če jo bodo šele čez 3 ure zaužili. Vsi tisti, ki ste bolj občutljivi in res ne prenesete niti kančka pekočega okusa, pa obstaja še en trik pri ingverju. Tega pa verjetno že poznate, če ste že kadarkoli pražili česen ali čebulo. Veste, kaj se zgodi s čebulo, ko jo prepražite? Izgubi večji del svoje ostrine in postane rahlo sladka. Prav isto se zgodi tudi z ingverjem. Če bi mi sedaj ingver lepo narezali na majhne koščke in ga prepražili v ponvi, bi ta vroča maščoba odvzela večji del njegovih pekočih snovi, mu pridala nekaj sladkobe, obenem bi pa še vedno ingver ohranil svojo čudovito limonasto aromo. Pa še nekaj je, takšen ingver bodo zagotovo zaužili tudi vaši otroci. Zakaj pa bi ingver sploh uživali, se morda sedaj sprašujete? Pri ingverju bolj kot njegova limonasta prijetna aroma so pomembne njegove zdravilne moči, ki segajo od blaženja različnih predhladnih težav, zato je ingver čudovito naravno sredstvo zlasti v zimskem času. Ingver tudi krepi našo odpornost, z njim si lahko pomagamo pri težavah z bolečim grlom in tudi mnogih drugih težavah, ki jih povzročajo prehladna obolenja, vendar pa to še ni vse. Z ingverjem zelo učinkovito nadziramo raven krvnega sladkorja v telesu, kar je zelo pomembno ob današnji prehrani. Če pomislimo, kako se večina ljudi prehranjuje, da so to živila, ki so visoko predelana,
je ingver res en tak čudovit naravni pomočnik, ki nam pomaga uravnavati krvni sladkor. Eden izmed najpomembnejših antidiabetikov med začimbami, pravzaprav. Ne gre le za nezdrava živila, gre tudi za marsikatero zdravo živilo, ki pa ima visok glikemični indeks. Kot je recimo tudi ta bučna juha, ki smo jo omenili, ali korenje, ali mnoge druge jedi, ki imajo pač visok glikemični indeks. Ali če pomislimo na sedaj zelo modne sokove, ki si jih stiskamo sami, ali smutije, ki si jih pripravljamo. Marsikdaj mislimo, da smo v telesu naredili nekaj dobrega, ko smo na dušek spili eno veliko porcijo vitaminov, v resnici pa se poleg teh vitaminov v telesu zgodi, da krvni sladkor sunkovito poraste. To učinkovito preprečimo, če takšnemu soku dodamo nekaj ingverja. Za konec bi vam pa samo še en majhen recept pokazala oziroma povedala, za katerega ste morda že slišali. Gre za pripravek iz ingverja in medu, ki mu je dodano nekaj svežega limoninega soka. Odlično naravno pomagalo pri vseh zimskih tegobah. So pa znanstveniki ugotovili, da je suh ingver v medu tako učinkovit pri zdravljenju bakterijskih okužb kot antibiotiki, še več učinkovit je celo pri nekaterih okužbah, kjer antibiotiki ne pomagajo več. To ne velja samo za ingver. Začimbe, ki jih pomešamo z medom, dobijo znatno več moči. Torej po eni strani med tisti, ki obudi moč začimb, in po drugi strani tudi začimba sama okrepi protibakterijsko in protivirusno delovanje medu, zato se nam to zelo splača. Več o takšnih pripravkih, kot so med s črno kumino, med s cimetom, z ingverjem, klinčki in podobno, pa je natančneje navedeno v knjigi Zdravilna moč začimb za otroke.